nam govori, da je vse storjeno za človeško odrešitev. Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: izpolnjeno je, in nagnil je glavo in izročil duha. Nič ne moremo dodati za našo odrešitev. Jezus je storil vse na križu in dejal: izpolnjeno je. Lahko samo sprejmemo Jezusovo odrešitev, ki se je zgodila na križu, in nadalje v življenju spoznavamo moč njegovega vstajenja in delovanje Svetega Duha. Bistvo je to najkrajši povzetek, o čem nam govorijo velikonočni dogodki. Vendar mnogi kristjani in celo v praksi krščanskih cerkva, kljub istem verovanju o Jezusovem trpljenju in vstajenju, kažejo drugače. Zakaj? Problem naše identitete. Naša potreba po lastni vrednosti je tako mogočna, da v bistvu karkoli naslanjamo svojo identiteto, začnemo poveličevati, skoraj častiti kot božanstvo. Lahko je to naša kariera, šport, politika ali pa sveža zaljubljenost, kjer ljubezenski partner postane božanski ideal, znotraj katerega naj bi našli življenjsko izpolnitev. Obstaja neskončna raznovrstnost možnih temeljev identitete. Nekateri samo občutenje iščejo v pridobivanju in uveljavljanju moči, drugi človekovem odobravanju, tretji v samodisciplini in nadzoru. Vsak po svoje identiteto gradi na nečem. Naš problem je, ko našo identiteto karkoli ogroža, nismo le zaskrbljeni, temveč se lahko strah spremeni v eno popolno ohromelost. Če identiteto izgubimo zaradi lastnih slabosti, bomo kmalu postali vse bolj razočarani nad samim sabo, ki se lahko sprevrže v sovraštvo do sebe in na koncu preziranje sebe kot veliko izgubo celo življenje. Podobno se nam lahko dogaja tudi v krščanstvu. Če naše krščanstvo gradimo na človeku, ki se trudi ugajati Bogu. Izpolnjevanje zapovedi, praznovanje krščanskih praznikov in podobno. Če vse temelji na naših delih, bomo poraženi. Velikokrat se vse poruši in smo razočarani nad svojim krščanskim življenjem. Čez čas, ko si opomoremo, gremo v ekstrem in si naložimo še več zapovedi, mogoče nam bo tokrat uspelo. Začnemo poveličevati samopravičnost, svetost, pobožnost, dokler spet ne nastopi čas popolnega razočaranja, ki se sprevrže v velik obup ali farizejstvo. Velikokrat smo izgubljeni sami v sebi in se tega ne zavedamo. Sveto pismo pravi, da smo vsi grešili in smo brez Božje slave. Potrebna nam je ponižnost, da priznamo, da rabimo pomoč. Ponos je sovražnik upanja. Potrebno je priznati, da je človek grešnik, nepopoln in na žalost poln hib. Bistvo nam velikonočni dogodki ponujajo identiteto v Bogu. Če je naša identiteta zgrajena na Bogu in njegovi ljubezni, bomo imeli jaz, ki lahko tvega karkoli, prenese karkoli. Velikonočni prazniki, spomin na Jezusovo trpljenje in vstajenje, nas pripeljejo do Božje ljubezni, naše odrešitve, sprejetosti in vrednosti.
svojo identiteto, vero, naslonimo na Kristusa. Na tej zemlji ne bomo nikoli dovolj dobri, dovolj srečni, dovolj izpolnjeni. Bogu se ne moremo odkupiti, da bi bili sprejeti. On nas je že sprejel. Bog je naš stvarnik in želi biti naš odrešenik, saj nas je odkupil po neskončno veliki ceni. Vse je storjeno za človeško odrešitev. Vprašanje je samo, ali želi človeštvo to sprejeti. Jezus nas vabi tudi ob teh velikonočnih praznikih in pravi: poglej na križ, jaz sem dal življenje zate. Poglej na moje vstajenje, smrt ni konec. Vera in gotovost začneta rasti, ko vse bolj spoznavamo Jezusa, kdo je in kaj je storil za nas. Sam Jezus pravi takole: vse mi je izročil moj oče in nihče ne pozna sina razen očeta. In nihče ne pozna očeta razen sin in tistega, komur hoče sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in se učite od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. In našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Izkoristimo te velikonočne praznike in se vprašamo v svojem življenju, kje je naša identiteta, kom je naša odrešitev. Lahko v molitvi odpremo srca in povemo: Jezus, ob teh velikonočnih praznikih se mi razodeni kot zveličar in odrešenik. Naj svoje življenje, naj svojo identiteto gradim na tebi.